Dober večer in pozdravljeni. Upam, da ste preživeli lep božični dan, mi pa se bomo potrudili z glasbo in zanimivimi gosti, da vam pričaramo še lepši božični večer. Nekaj kulinarike, veliko glasbe in zanimivih gostov. Začenjamo pa umirjeno, večeru prijetno, za kar bo poskrbel naš prvi glasbeni gost, kantavtor Jernej Zoran. Dober večer želim vsem skupaj. Najprej pa da predstavim dva gosta, ki bosta z nami klepetala, tako da rečem, o svečanih menijih, prazničnih, tako pojedini in pa seveda kozarčku dobrega. Dober večer želim Mojci Polak z Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem iz Maribora, dober večer. In pa dober večer gospod Zlatko Kavran, vinar. Vas smo spoznali tudi v eni izmed prejšnjih oddaj. Najprej kratko vprašanje, preden začnemo to oddajo z glasbo. Kako ste preživela prejšnji predbožični večer, da takole rečem? Je jaz čudovito, tako kot zmeraj in pričakovano. Pa vi? Lep dober večer, zelo lepo. Kot vedno v krogu najdražjih mama vedno pripravi tole srečanje in ker v bistvu darila niso v prvem planu. V bistvu je to srečanje, ki je na predbožični večer in ki je fantastično. Hvala lepa za enkrat. Sicer pa začenjamo z glasbo, da bo tale božični večer še lepši. Torej Jernej Zoran, čudovita skladba Tisočletja. In ko čez tisočletja mene in pa tebe tukaj več ne bo. In ko po teh poteh, kjer hodiva mi dva, bo hodil nekdo drug. Do tedaj bo gledal sonce in luno in čakal na nov dan, kot ga čakava mi dva. In koliko jih bo sedelo tu, kjer zdaj sediva jaz in ti. Z roko v roki zrli bodo v iste zvezde, dihali ta zrak. Sanjali podobne sanje in mislili, kar misliva mi dva. Danes eno svetom zvan. Nikar ne rati, da vse mine. Nikar ne vzemi mi teh sanj. Lahko pozabiva spomine, ker danes je vse, kar imam. Tisočletja mene in pa tebe tukaj več ne bo. In ko po teh poteh, kjer hodiva mi dva, bo hodil nekdo drug. Do tedaj bo gledal sonce in luno in čakal na nov dan, kot ga čakava mi dva.
tisočletja in Jernej Zoran z ekipo, da tako rečem, dober večer vsem skupaj. Lep pozdrav. Ja, vedno več vas je, kaj naj rečem, bomo mogli počasi studio razširiti. Ja, zadnjič smo bila sama do Zlaro, zdaj še Jernej Šuštaršič na klaviaturah. Drugač nas je v originalni zasedbi sta še basist in bobnar, tako da 5 nas je. No, za prihodnjič. Ja. Za prihodnjič. Jernej, kako si preživel to leto? Kaj bi rekel zdaj, ko bi napravil naprimer inventuro? Kaj lepega se ti je zgodilo, predvsem v glasbenem smislu seveda? Najbolj sem siguren ponosen na album Stratosfera, ki je spomladi šel pri Menartu, in pa seveda na svojo ekipo Ministrstvo resnice, s katero smo letos podali na koncertne odre. Zdaj poslušalce lahko tudi povabim na svojo spletno stran oziroma gledalce jernejzoran.com za vse informacije, drugače pa krasno leto je za menoj in vem, da še lepše prihaja. Želje za prihodnje leto? Moje ali za gledalce? Oboje. Kakšne so tvoje in pa seveda, kaj jim želiš našim gledalcem? Najprej želim, da bi švicarski frank padel, ker bi se potem obrok našega kredita krepko zmanjšal. To je taka interna. Drugač pa poleg standardnih zdravja, sreče, bla bla uf, kar seveda vse na mestu. Konec sveta smo očitno preživeli. Verjetno nam bodo v naslednjih letih še kakšne konce naštimali, ampak ne se dati. Vsak mora v svojem srcu vedeti, kaj je začetek in kaj je konc. Ja, nič, takole bom rekla, s temi lepimi mislimi bomo torej tudi zaključili naš božični pogovor, da takole rečem, kje boste nastopili za novo leto, na staro leto, ali ga preživeli doma v krogu družine in prijateljev? Ta druga varianta bo. Imamo zdaj še nekaj nastopov pred koncem leta, samo Silvestrovo pa bo pa družinsko. Kako preživljate Božič na Dolenjskem, odkoder prihajate? Ja, v bistvu nič posebnega, tradicionalen družinski praznik. Tudi potica je na vašem jedilniku? Tudi, ja. Pa kakšen deci cvička. In to je to. No, mi bomo danes še malce podali v štajerske vinske vode, da takole rečem, in pa kulinarične tudi. Takole preden pa o tem tudi malce spregovorimo. Hvala še enkrat, da ste prišli na ta lep dan nocoj k nam. In pa še enkrat bomo slišali tudi lepo pesem Poljubi me. Tako. Izvolite. In hvala, da ste prišli. Hvala. Sladko jabolko spomin, opita od vina, omamljena od noči, sva ustvarila spomin. Poljubi me, preden greš, poljubi pa čeprav že spim. Poljubi me kot noč poljubi dan, naj se v sanje prebudim. Ti to moč imaš, zaprti me zdaj, ko sploh ne vem, kaj mi delaš, kdo sploh si, kako si upaš sam. Poljubi me, preden greš, poljubi pa čeprav že spim. Poljubi me kot noč poljubi dan, naj se v sanji prebudim.
v sanje prebudi. Poljubi me, preden greš, poljubi pa čeprav še spim. Poljubi me kot noč poljubi dan, naj se v sanje prebudim. Ja, verjamem, da ste mnogi med vami včeraj poskrbeli za praznično slavnostno večerjo ali današnje kosilo. Ja, nekateri pa ste najbrž že z mislimi pri pripravi novoletne slavnostne večerje. No, za kakšno idejo in predlog več pa bosta poskrbela torej nocojšnja gosta, ki sem jo že enkrat nocoj pozdravila. Torej, novo leto je pred vrati, mnogi pač pripravljajo slovesno večerjo. Mojca, vi iz prve roke veste, kakšni so trendi letos, kaj je popularno torej pri hrani, kako bi presenetili naše goste z nečim posebnim, torej na to najdaljšo noč v letu. Torej, če zanemarimo za tiste klasične ikone, kot so tatarski biftek, francoska solata, ne vem, kakšna domača pečenka in podobno, je zmeraj bolj v modi zelenjava in sadje. In jaz sem prav s tem namenom danes prinesla prav nekih takih zelenjavnih prigrizkov, ker zdi se mi, da po vsem tem slavju nekako ljudje si prav vdahnejo in prav hrepenijo po lahki zelenjavni hrani, tako da tudi kar pripravljamo, naprimer Silvestrovo večerjo, poskušamo prav z nekimi poudarki nekako umiriti to naprezanje po mesu in po ribah. Naprimer, če imamo, ne vem, pečeno račko za glavno jed, potem naj bo juha raje zelenjavna ali pa lažja. In na tak način tudi gostom pomagamo, da se boljše počutijo, da se vsi ne odpirajo gubnic že ob 10. zvečer. Ja, tako je. Kaj lahko vidimo tukaj? Zelenjavna nabodala ste nam prinesli, ja? Ja, jaz sem pač, imam en krasen recept, ki je zelo, zelo ekspresen. Brstični ohrovt je zdaj relativno poceni in če ga boste pokuhali in na malo popraženega kokosa, torej kokosove moke s česnom, to je ta zanimiva kombinacija kokosa in česna, na to povaljali, boste videli, da je lahko brstični ohrovt tudi ena taka zanimiva zelenjavna jedna in kar ne nehajo potem izginjati ta nabodala. Vzamete eno lepo stekleno skleno, napolnite jo z sladkorjem ali kokosovo moko in potem lahko v njih nabadate vse mogoče, tudi samo naprimer rezine paprike, korenčka, karkoli. No, zanimive ideje, zraven pa seveda nazdravimo. Gospod Kavran, vi ste vinar z štajerskega konca, Jakob Jerenina, če se ne motim, tam so vaši vinogradi. Povejte, kakšni trendi so letos, ti vinski kapljici seveda? Najprej treba povedati, da smo vedno odvisni zelo od letnika in da letnik, ki se izteka, je bil vse za nas vinarje izredno lep. Kar pomeni seveda, da smo imeli pač veliko dela v kleti. Zdaj, trendi v vinu ostajajo več ali manj klasični, tukaj ni velikega eksperimentiranja, nekako se pač poskušamo vedno, kadar govorimo predvsem o teh praznikih, poiskati neko sožitje z hrano. In mislim, da je to trend, ki ga moramo iskati, predvsem okrog tega, kar je bilo tudi povedanega. Če govorimo o eni močni hrani, ki je ponavadi za Božič, ko družine pripravijo to bogato kosilo, potem seveda je treba nekako parirati zraven tudi z vini. Če smem takole na kratko povedati, vsekakor za dobrodošlico eno razpoloženje dvignemo z eno penino. Z eno lepo suho penino boste videli, da je razpoloženje takoj drugačno. Pa ne samo v teh praznikih, tudi drugače, če dobimo kakršnikoli obisk. Potem pa poiščemo nekako sožitje med hrano in vinom. Seveda ne pretiramo z preveč suhimi vini, so v modi pri hrani, ostajajo še vedno suha vina,
tudi kakšen pol sladki z malo višjo kislino, zelo primeren zraven, nekako takole po glavi mirujen zeleni silvanec, lepo pol suh in pa seveda nič ne de, če zaključimo potem bodi se za kakšnim lepim pol sladkim, na koncu seveda po sladici ali za kakšnim lepim predikatom, ali pa tudi, da gremo malo v trende, ki jih lahko opažamo tudi drugod, to so penine z okusi. Mogoče o njih kaj kasneje več lahko povemo. In pa seveda, kaj dan potem, ne? Mojca, torej, kakor 1.1., ne? Takrat je verjetno, če se pravilno in ne pazimo, da jemo torej skozi cel večer, ne? Je kar malce hudo lahko, ne? Ja, baje imajo največ urgentnih posegov na žolčniku ravno za 1. januarja. Zato imamo pač Slovenci nekaj jedi, ki so zelo primerne, kot ene take, lahko rečemo, pobožja želodec, take jedi, naprimer. Sarma sicer ni slovenska, ampak še zmeraj ostaja ena taka stalnica, ki ima dovolj kisline in pomaga potem človeku nekako prebaviti vso to maščobo. Štajerci imamo tukaj na tem mestu tudi kisle juhe, ampak tudi kakšne alternativne variante sarme, naprimer, lahko naredimo sarmo z ohrodom, jo nadevamo namesto z mesom z eno rižoto, podobno, samo zapečemo v pečici in je že to en taki res jed, ki nas bo nahranila, ne pa nujno ne pustila nekih hujših posledic. Vsak večer na str papir, ki so le zmede, kube si. A bi z mano šla, a bi sanjala in odkrivala vse, kar se ne sme. A bi z mano šla, a bi sanjala, a bi z mano šla v mesto ta večer. Saj sem vedel, si želel, da s tabo kdaj bi se dobil, šla bi v svet, ki ga še ne poznava, kjer bi jaz odkril najine skrivnosti in vse, kar o tebi še ne vem, in zdaj si kratek, moj nevril. A bi z mano šla, a bi sanjala in odkrivala vse, kar se ne sme. A bi z mano šla, a bi sanjala, a bi z mano šla v mesto da večer. A bi sanjala in odkrivala vse, kar se ne sme. A bi z mano
večer. Ja, Aleks Volasko, dober večer želim. Dober večer. Naš glasbeni gost, ki prihaja iz Ljubljane in si kot mlad, rosno mlad zabaval tudi mimoidoče na Tromostovju. A to drži? Ja, res je. Začel sem, ker sem doma iz Ljubljane, mi je bila to ena taka zanimiva točka za predstavitev, kjer veliko ljudi hodi mimo in te marsikdo sliši, tako da takrat sem začel potem že pred 4 leti prvič nastopati pri tej kavarni na Tromostovju. In tako se je nadaljevalo potem pri tem lokalu, tako v Ljubljani je bilo še včasih malo več zašpila, zdaj največ tok. In tako se je začelo, takrat sem v bistvu bolj tako vstopil v ta svet glasbe. Kako si boš zapomnil leto 2012, kaj je zate pomenilo, v čem si, na kaj si najbolj ponosen? Na kar sem najbolj ponosen, zdaj kot prvo moram reči, da sem zelo ponosen na te svoje pesmi, ki sem jih izdal na radijih, so se odlično prijele ljudje. Mislim, da so jih sprejeli res z odprtim srcem in zato sem res vesel, da moje pesmi vedno znova pridejo na take pozitivne, naredijo take pozitivne učinke in take pozitivne. V glavnem, zdaj pa zaradi tega sem pa tudi si rekel, zdaj v naslednjem letu 2013 moram nekaj narediti, nek velik korak v svoji karieri, bom tako rekel še, in bom izdal verjetno CD. Zdaj album tam v februarju, marcu, zdaj zbiram še pesmi, celo leto 2012 sem zbiral pesmi, ideje in jih potem zapisoval na papir in zdaj končno pride marca ven verjetno album prvi. Morda bo sodeloval tam tudi tvoj veliki oboževalec Jan Plestenjak. Oboževalec. Ja, sodeloval verjetno ne bo, ga bom pa z veseljem povabil na predstavitev, ker mislim, da so zelo v dobrih odnosih. Je ena faca, tako je, res je, kot sem že tudi zadnjič dejal, sva skupaj že igrala in je en tak človek, ki te napolni s pozitivo in on mi je dal še res en tak ogromen zagon, da lahko vidim, kaj je on dosegel in na njem se imam jaz res veliko za naučiti, tako da nekoč si želim doseči to, kar je on. Kje boste fantje preživeli najdaljšo noč v letu, morda kje nastopate? Kaj pravite, fantje? Ne, ne nastopali ne bomo, jaz sem si obljubil, da bom novo leto preživel v bistvu v družbi svojih najbližjih in da bo zelo umerjen, ampak tak kolegijalen novo leto, ker jaz mislim, da najlepše novo leto preživiš pač prestop v dobri družbi, tako da mislim, da se bomo fajn imeli. Ja, lepo fantje praznujte, zdaj nam pa še eno zaigrajte, slišali bomo pesem Ptice. Tako in tudi že prejšnjič, ko smo bili na koktejlu, smo jo zaigrali in takrat smo dobili ene res zelo dober feedback, zelo dobre komentarje na to pesem, tako da smo se odločili, da bomo še enkrat zaigrali, še za vas, še enkrat za te, ki na božičen večer sedite pred ekrani, tako da bomo kar fantje. No, izvolite fantje, torej Aleks Volasko in band Ptice. Zgodilo se je kar čez noč, da ni te več, odšla si proč, povedala mi ne zakaj. Morda še bolje je bilo, da videl nisem jaz za to, a kmalu izve se čisto vse. Zakaj po zadnji dih mi ni priklical tvojih sanj, da bi me videla še zadnjič ta večer. Spominjam se, ko sva bila še skupaj sanjala, a zdaj odšla si in ne prideš več nazaj. In pomenil sem ti vse, spremenila si moj svet. Zdaj ti pojem in naj vsi vedo. In naletijo ti v slovo drobne ptice pod nebo. In naletijo ti v slovo drobne ptice pod nebo.
kjer si zdaj ti je toplo, tam kjer si upam je lepo. Morda pa se vidiva še kdaj. Oh, jaz bom tu, ko padel sneg, bo padel dež in ko bo svet spet sončen, pošiljal ti pozdrav. Yeah, ti pomenil sem ti vse, spremenila si moj svet. Ko pil ti bo naj si vedno. Yeah, naletijo ti v slovo, drobne ptice pod nebo. In naletijo ti v slovo, drobne ptice pod nebo. Naletijo ti v slovo, drobne ptice pod nebo. Naletijo ti v slovo, drobne ptice pod nebo. Takole mi nadaljujemo vseeno še bolj svečano, pri jedači in pijači smo še vedno. Gospod Zlatko Kavran in pa Mojca Polak sta še vedno naša gosta in zdajle, ker nekaj, to jaz vidim, penin imam, je tukaj okrog nas, ne? Gospod Kavran in tam na eni piše na tej ta večji Tina Maze. Vi in Tina Maze? Aha, Tina Maze. Ta zgodba me zanima. Tina Maze, Ja. jaz v prvem planu Tina Maze. Takole bom povedal, prijatelj Milan Jarc me je povabil nekako k temu sodelovanju. On je tudi veliko vložil v Tino Maze, takrat, ko je skoraj noben ni hotel poznati. In nekako smo začeli takrat skupaj sodelovati, seveda on na svojem področju, jaz pa na področju teh tekočih zadev. Na vseh sestankih, na tiskovnih konferencah je trebalo nekako tudi nazdraviti, predvsem zaželeti srečo in to smo nekako zapolnili z vini, predvsem pa z penino. Mogoče smo čisto en majhen drobcek dali v mozaik Tine Maze z penino, ki se imenuje Viktorija. To je pravzaprav zmaga in te zmage danes kar blestijo iz nje. Ne rečem, da je to zaradi penine, ne me narobe razumeti, ampak nekako so se poklopile vse te zadeve. Tina je ena prijetna punca, ki pravzaprav zna spoštovati vsakega, ki je karkoli postoril v njeni tej sedaj blesteči karieri. In penine so tista kapljica, z katero nazdraviš ob sprejemu, ki nazdraviš ob slovesu, s penino nekako nazdraviš tudi ob izrednih dogodkih in to je pravzaprav ena tekočina, ki dvigne eno razpoloženje še na višji nivo. No, torej zdaj smo izvedeli, s katero penino Tina Maze nazdravlja ob vsaki zmagi. Povedali ste tudi, da vedno ima s seboj karton vaše penine, pa vendar je ne konzumira v takih količinah, ne? Je le prava športnica, ne? Pošpricati pa je treba in se vedeti, kdo je glavni na odru, ko stoji. Pravzaprav zaradi tega je prav, da je tudi ima. In pa seveda ob vseh velikih sprejemih. Spomnim se sprejema lansko leto, oziroma letos, ko je prišla domov, torej ne večerno, ampak zlato, kot so jo takrat preimenovali in ko je to množico trebalo tudi nekako se jim zahvaliti in pokrstiti, da so bili tam ob sprejemu v Ljubljani na letališču, ko je prinesla 2 veliki srebrni medalji iz Vancouvra in tako naprej. Seveda Tina ne konzumira alkohola, sploh pa ne v tem času sedaj, ko je v top tekmovalni formi. Popije pa kakšen kozarček takrat, ko potrebuje tudi neko energijo. Na koncu sezone, na koncu tiskovnih konferenc, ko je izčrpana, tako da se napolni malo baterije.
Gospa Mojca, ko smo že ob svečanih priložnostih in penini, seveda ob vsaki pojedini, taki ta pravi, sodi nekaj sladkega za konec, o tem nismo nič povedali. Kakšna posebna praznična torta, kakšna druga sladica morda, ki jo priporočate? No, glede na to, da smo zdaj govorili o penini, sem se spomnila enega res ekspresnega recepta, ki je spet en taki prebavnik. Če boste sladoled vaniljev zmešali z penino, dodali malo naribane limonine lupince, pa veliko limoninega soka in to z metlico fino stepli, nalili kozarce, bo tak hladen sorbet, v bistvu en krasno osvežilo po večeri. Ne nujno sladica, je pa tak prijeten poobedek. Zanimivo, zanimivo. Sicer pa jaz vidim tam neke gospodka oranž strupene barve tam noter, v teh steklenicah. Rdeča je najbrž jagoda, kaj pa je tisto zeleno? Tole zeleno smo dodali bolj za neke vrste, bomo rekli, današnjo mladino, ki je strašno nora na barvne pijače. Imam dva sinova, ki sta me nekako prisilila v to. To ni moj trend, tudi z leti nekako ne bi sodil več sem, ampak sta me nekako prisilila, da poskušamo narediti še nekaj za mlade. Dodali smo tale Blue Karakao. Potem bi rad pravzaprav povedal naslednje. Zelo se trudim tudi z prijateljem Dragom Medvedom, znanim vinarjem oziroma vinskim vitezom, poskušava nekako kulturo pitja prenesti tudi nekam drugam. Ne gre to samo za množično pitje, ampak poskušava ga nekako v srednje šole predstaviti, in to imamo v projektu tega šolskega leta, zaiti v nekatere srednje šole in predstaviti pravzaprav, kako konzumirati vino, da bo to kvalitetno. Najbrž v drugem delu 4. letnika, zdaj govorimo o tem, No, tako je, zdaj pa je na vrsti nagradna igra. Še bomo nadaljevali. Tako je, zdaj le na vrsti nagradno vprašanje. Danes nas ne boste klicali, ampak nam boste pisali na dopisnico ali pa poiskali in torej odgovorili na vprašanje na naši Facebook strani. In sicer nocoj vas sprašujemo, katero predstavo si boste lahko gledali za staro leto v Slovenskem narodnem gledališču Maribor. A Don Kihot, B Juri Muri v Afriki ali C opero Veselo vdovo. Pravilno odgovorite torej in napišite na naš naslov televizije Maribor oddaja Koktajl, Ilihova 33 Maribor ali pa preko Facebooka TVMB in tam odgovorite pravilno na nagradno vprašanje. Nagrada je zelo lepa, 2 vstopnici po vašem izboru za ogled predstave, torej po vašem izboru v Slovenskem narodnem gledališču v Mariboru. Takole, nadaljujemo pa z našim božičnim glasbenim izborom, ki je nocoj kar pester. Priznajte, naslednje glasbeno ime nocoj je Vlado Pilja, nekoč davno nazaj se je malce poigral kot Lepi Dasa, zdaj pa čisto resno, pop-rockersko, nekaj takole z hrvaškega konca, da slišimo Ljubav sa tobom in Vlado Pilja. Pitaju me gdje si ti, traže istinu, jer te više nema tu. A neki pričaju da su te vidjeli i da konačno sreću si našla ti. A ja više nemam riječi, neka samo moje suze govore, jer ljubav sa tobom bila je tako lijepa, čista i neponovljiva. Ljubav sa tobom bila je tako nježna, a na kraju mi srce slomila, a na kraju mi srce slomila.
ljubavi i gore mi svi da ću se vratiti. Neki pričaju da su te vidjeli i da konačno sreću si našla ti, a ja više nemam riječi, neka samo moje suze govore, jer ljubav sa tobom bila je tako lijepa, čista i neponovljiva. Ljubav sa tobom bila je tako nježna, a na kraju mi srce slomila. Jer ljubav sa tobom bila je tako lijepa, čista i neponovljiva. Ljubav sa tobom bila je tako nježna, a na kraju mi srce slomila. A na kraju mi srce slomila. Oj! Dober večer, Vlado. Večer tudi tebi. Lepa v hrvaškem jeziku pesem. Mnogi, ki te ne poznajo, ne vedo, da pravzaprav ti prihajaš iz Like. Iz Like bolj natančno s Korduna, ampak tukaj nekje, za tiste pa, ki ne vejo, kje naj bi to bilo bolj natančno, pa to nekje pri Plitvicah. Taka eksotična pokrajina. No, sicer pa živiš že kar nekaj let v Ljubljani, ne? Ne, sem kar Si rojen tu, no? Ja, rojen v Sloveniji, tako da kar nekaj let, zdaj se pa malo selim gor pa dol. Torej, v hrvaškem jeziku se rad izražaš ali tudi v slovenskem, kakorkoli? Ja, se rad, pesem je nastala glasbeno, ja, ampak pesem je nastala čisto slučajno, oziroma Boštjan Koneček me je poklical, jaz sem bil mogoče kar malo tako presenečen, da je on meni izvrsten harmonikaš in seveda zabavljač. In je rekel: Vlado, imam pesem zate, če bi odpel, sicer je v hrvaškem jeziku, glede na to, da meni hrvaščina gre kar, bom rekel, kar dokaj dober, sem rekel, zakaj ne, in smo posneli in je to. Kakšne so želje, Vlado, v tem letu tvoje, v letu, ki prihaja? Želje, vedno vsem ljudem bi želel vse vse najboljše, veliko zdravja, veselja, ljubezni, sreče, konec koncev, kot smo zdaj v tej stiski, bom rekel, gospodarski, tudi denarja, ne, da ne pozabam. In vsega ljubezen je tista, ki je najlepša. Kako ti praznuješ Božič doma, glede na to, da vseeno morda kak običaj iz Like vključite, kaj mogoče na jedilnik vključite, glede na to, da danes skozi celo dajo o tem govorimo? Več ali manj je klasična varianta, tako da ne bom glih govoril, ampak dobro, mogoče kakšna pečenka, gor dol, mislim čisto nekaj standardno, več ali manj tako kot v Sloveniji. Ampak vsekakor pa v družinskem krogu, no, takrat ne nastopam. Kako boš preživel še staro leto? Kaj že načrtuješ morda? Kako bom preživel? Ne vem, verjetno s prijatelji. Malo bomo spili, kot je gospod prej povedal, mogoče kakšno penino, na zdravo, ali fajn se bomo imeli. Pesem, ki nam boš jo predstavil? Ja, to je Še zeleno, ki je napisal Vanja Alič. Moram v tej priložnosti tudi se zahvaliti njegovi skupini Zaklonišče prepeva, ki so mi zelo pomagali, šli na roko in mi celo pesem posneli v studiu. Izvrstna pesem, v slovenskem jeziku seveda, in tudi nekako v takem stilu, kot je bila ta naprej. A pogrešaš kaj, torej tvoj projekt Lepi Dasa, da takole rečem? Pogrešam niti ne, ampak se dostikrat spomnim z tega, ker to so meni osebno zelo lepi časi in nekako tudi roko na srce, nekako se tudi z Lepim Dasom pojavil nekako v medijih, sicer v neki drugačni luči, z brki, lasuljo in podobnimi zadevami. Muzika je bila tudi malo bolj drugačna, malo bolj tako na hec in gor dol, ampak ga pogrešam, ampak ne vem, kam je šel. Mislim, da se nazaj vrnil v Indijo. Da bo pa šel nazaj, pa ne vem. Torej zdajle pa si bomo te še enkrat, Vlado, privoščili in pa Še zeleno. Izvoli. Hvala lepa, hvala tudi tebi. Skupaj trla sva orehe in pisala detku mrazu kup želja na 5 straneh.
Sam verjel sem kot v filmu, da bom vedno na te pazil, večno nosil te na dlaneh. A minila so leta, zrasla je brada, prišla so nova dekleta, a ti imaš me še rada. Bila sva eno, še zeleno, bila sva vse pred Bogom nič, med solzami in smehom, na slado in grehom, ovčar sem bil in tvoj gonič. Bila sva eno, še zeleno, bila sva vse pred Bogom nič, med solzami in smehom, na slado in grehom, ovčar sem bil in tvoj gonič. Sedela si za mizo in sestavljala družino, sama brez spetičen in tet. Med svetniki in junaki zbirala si kakor vino, želela si lasten obet. A minila so leta, zrasla je brada, prišla so nova dekleta, a ti imaš me še rada. Bila sva eno, še zeleno, bila sva vse pred Bogom nič, med solzami in smehom, na slado in grehom, ovčar sem bil in tvoj gonič. Bila sva eno, še zeleno, bila sva vse. Zrasla je brada, a ti ostala si brez poeta, vzela ga je estrada. Bila sva eno, še zeleno, bila sva vse pred Bogom nič, med solzami in smehom, na slado in grehom, ovčar sem bil in tvoj gonič. Bila sva eno, še zeleno, vse pred Bogom nič, med solzami in smehom, na slado in grehom, ovčar sem bil in tvoj gonič. Med solzami in smehom, na slado in grehom, ovčar sem bil in tvoj gonič. Med solzami in smehom, na slado in grehom. Da bo zimska pravljica popolna, smo v Evroparku poskrbeli za bogato praznično dogajanje za otroke in odrasle. Praznično okrašene ulice, prodajalne in lokali Evroparka pričarajo prav posebno nakupovalno vzdušje. Ponosni smo, da s pestro ponudbo poskrbimo za najrazličnejše želje in okuse. Tako vas bomo spet razvajali s tradicionalnim božično-novoletnim sejmom za veliko dobrih idej in praznična darila. Čudovito darilo je tudi magični darilni bon Desetak, ki omogoča vašim najdražjim, da si sami izberejo, kar si najbolj želijo in potrebujejo. Čarobno okrašen Evropark vas prijazno vabi. Avtoservis Avtostekla Obrovnik Milska 78 Maribor. Prodaja, popravilo in ogradnja avtostekel, avtokleparstvo, avtoličarstvo in avtoelektrika za vsa vozila. Informacije po telefonu 02 228 38 10.
Da bo zimska pravljica popolna, smo v Evroparku poskrbeli za bogato praznično dogajanje za otroke in odrasle. Praznično okrašene ulice, prodajalne in lokali Evroparka pričarajo prav posebno nakupovalno vzdušje. Ponosni smo, da s pestro ponudbo poskrbimo za najrazličnejše želje in okuse. Tako vas bomo spet razvajali s tradicionalnim božično-novoletnim sejmom za veliko dobrih idej in praznična darila. Čudovito darilo je tudi magični darilni bon Desetak, ki omogoča vašim najdražjim, da si sami izberejo, kar si najbolj želijo in potrebujejo. Čarobno okrašen Evropark vas prijazno vabi. Dobrodošli nazaj v našo družbo. Ja, vedno več nas je. Gledate božično izdajo oddaje Koktajl in kot se spodobi našega novega gosta, da predstavim. Gospod Igor Novak, dober večer želim. Gospod župnik, kot si rekel, da te naslovima, ne? Dober večer. Dober večer želim, ne? Sicer pa me zanima, kot se spodobi, morda sporočilo našim gledalkam in gledalcem ob božiču. Kaj lepega, Igor, bi jim povedal in sporočil? Drage gledalke, spoštovani gledalci, veliko sporočil in dobrih novic bomo slišali v tem božičnem prazniku. Želim vam, da bi res te praznike preživeli v medsebojnem razumevanju, v spoštovanju, predvsem pa v tej skromnosti božičnega večera in božične noči, kakor nam tudi oznanilo obvešča o evangeliju, o Kristusovem rojstvu v Betlehemu. Ta dogodek se ni zgodil pred mediji, ni se zgodil javnosti, pa vendar je bil tako odločilnega pomena za našo zemljo. In mislim, da je prav v tem sporočilo tudi za vsakega od nas, da bi videli v teh malih, pomembnih stvareh, v naših medsebojnih odnosih, tisti navdih za naše vsakodnevno življenje, ki ga tako zelo potrebujemo. No, hvala lepa, Igor, zelo lepo si to povedal. Kakšno je vzdušje v vaši cerkvi, v Košakih ti deluješ? Kaj ste lepega pripravili? Na polnočnica najbrž tudi je bila včeraj. Vzdušje je vsako leto lepše. V Košakih gradimo novo cerkev, ki bo posvečena blaženemu škofu Antonu Martinu Slomšku, prvemu slovenskemu blaženemu. In zato je gradnja vedno izziv, da se tudi ljudje še med seboj bolj povežejo. Kot vsako leto smo tudi letos imeli žive jaslice in potem polnočnico najprej ob 7, ob 19, ki je bila bolj otroško obarvana, potem pa še ob polnoči in prav tako tudi danes že 2 sveti maši, tako da res imajo ljudje veliko priložnosti, da se ustavijo, da se zamislijo in da iz tega odnosa do Boga potem tudi vsi skupaj črpamo za naše življenje. No, lepo ste to povedali. Gospod Kavran, hodite v cerkev? Ne, moram povedati, da ne. Čeprav bi iz tega vidika rad povedal, da imam pa zelo velik krog prijateljev med župniki. In se srečujemo zelo pogosto. Mislim, da ni nuja tista, da si v cerkvi, ampak da se človek tudi drugače in vse z okoliškimi župniki odlično sodelujemo, tudi na formalnih in neformalnih srečanjih, tudi sam sem povabil tudi pred leti kolega Igorja, če smem tako reči, da nam je v šolskem kolektivu predaval o cerkvenih praznikih, ker sem začutil, da ljudje veliko premalo tega vedo. In pravzaprav na božič se je treba tudi zamisliti okrog vsega tega, kar nam bistvo dobrega prinašajo ti prazniki, o katerih je govora. Mojca, vi imate kaj še časa, da obiščete cerkev, ste zelo zasedena dama. Vsem je, ampak vse delamo tisto, kar nas veseli, tako da mislim, da potem ni težko in vedno znova najdemo motivacijo tudi za to, tudi če treba kdaj potrpeti in delati več kot običajno. Igor, kje boste preživeli, kje boš preživel staro leto? Preživel ga bom v krogu duhovnikov, kako vsako leto se zberemo skupaj, posebej mlajši duhovniki, pa smo na večeri v kakšnem župnišču
in se potem pogovorimo, poveselimo in potem z najboljšimi željami pač stopimo v novo leto, ki je pred nami. Tudi vi spijete morda kozarček penine? To spada zraven, seveda. Zdajle nam bo tukaj Mojca, vaš učenec, že pripravlja kozarce in kaj bomo spili, gospod Kavran, kaj pripravlja, katero steklenico odpiramo? Odpiramo našo penino Viktorijo, eno demisekt, ki jim nekako paše v tak lep pozen popoldan oziroma večer. Penina, ki nas bo precej razigrala, sem prepričan. Torej, izvoli, lahko kar nam natočiš, medtem pa si privoščimo malce glasbe. Naši stari znanci, odlična skupina Tristan, pred kratkim smo vas gostili v naši oddaji in našim gledalcem ste bili tako všeč, da smo vas povabili torej tudi na božično izdajo. Hvala lepa, da ste prišli. Tristan in pa priprav Modrac. Izvolite. Prav modroc, dam lahko te prespal, pa lej dan napred trdo lihta prav. En pijep se tudi prlegu, pa daj mi kaj za jest, že jutr lahko se znajdem spet na cest. Sej vem, da ti ni prok med okni bilo, vse srce mi je dogajal med putjo. Kamion se mi je pokvaril, pa šel sem tudi sedet, mož biti vesela, da me vidiš spet. Prav modroc, nam lahko te prespal, pa lej dan napred trdo lihta prav. En pirp se tudi prlegu, pa daj mi kaj za jest, že jutr lahko se znajdem spet na cest. Ne jamri zdaj, da glava te boli, ob men boš pozabila vse skrbi. Pa nek se nože kisat, dej rajcu ne dol, se jukala boš lahko tudi pol. Prav modroc, nam lahko te prespal, pa lej dan napred trdo lihta prav. En pirp se tudi prlegu, pa daj mi kaj za jest, že jutr lahko se znajdem spet na cest. Vam ženih sedret se nam mi vrat zavil, če ona zraven cvil, jaz nisem kriv. Se temu prav ljubezen, takoj ga nehi srat, ne vleč na ušesa, probiraj zaspat. Prav modroc, nam lahko te prespal, pa lej dan napred trdo lihta prav. En pirp se tudi prlegu, pa daj mi kaj za jest, že jutr lahko se znajdem spet na cest. Sej že jutr lahko se znajdem spet na cest. Dober večer, Tristan, še da malce poklepetamo. Ja, dober večer. Tudi v našem imenu želimo vsem gledalcem TV Maribor vesel Božič. In zelo veseli smo, da smo spet v vaši družbi in vam bomo potem zaigrali še eno pesem, ki je zadnjič nismo. Zdaj tale prva Prav modroc je naš aktualni singel.
Upam, da ste razumeli, tudi tokrat se nismo uspeli dogovoriti za podnapise, ampak mogoče bomo pa kdaj. Jaz mislim, da že zdaj marsikdo od naših gledalcev dobro pozna ta tekst in sploh in ta refren, ne? Že tukaj naš gost, gospod Kavran, je kar zaplesal skoraj da zraven, ne? Kako ste preživeli včerajšnji božični večer? V domačem krogu, med svojimi najljubšimi, mirno, spokojno in obenem veselo. Kje boste za novo leto oziroma za staro leto? Že kaj načrtujete, morda kje nastopate? Ne, pri nas je vedno družinsko, polna hiša otrok, nekaj mojih, nekaj iz širše družine, tako da je pestro, veselo, čim dlje bomo poskusili zdržati in uganjati norčije. Načrti skupine Tristan v prihajajočem letu, kaj si najbolj želite? Ja, želimo si, da bi šel naš CD, posnetki so že gotovi. Na tem CD-ju bo seveda ta prejšnja skladba, pa tudi ta naslednja Stari Medo, ki jo verjetno gledalci poznajo že iz oddaje Slovenija ima talent. S tem smo nastopili v polfinalu in pa še 12 drugih skladb, kar 7 ali 8 naših lastnih. O čem govori Stari Medo? Izbrali smo jo za konec nocojšnje oddaje. Stari Medo mogoče zveni kot otroška pesmica, ampak je poln ene nostalgije. Mislim, da vsakega kar malo v grlu stisne, ko se spomni svojega plišastega medvedka iz svoje mladosti. Ne? Ta pesem govori prav o tem, kako tam zavržen leži, ampak nismo ga pozabili. Ne? Ja, zdaj le predlagam, da jo slišimo in si privoščimo tako nostalgično, lepo pesem za ta božični večer, torej skupina Tristan in Stari Medo. Izvolite. Stari Medo, zaprašen, leži tam kotu, spomine budi. Na čas gubljen, ko sva se še igrala, medvedek tihnja s kolega mala. Medo, kam šel je čas, ko sva igrala se ti in jaz. Tistih let nazaj ne bo, Stari Medo, vse je prešlo. Zavrtiva si čas nazaj in poigrajva se kot nekdaj. Spet si kot nov, ušesa so še cela in jaz sem mala deklica vesela. Medo, kam šel je čas, ko sva igrala se ti in jaz. Tistih let nazaj ne bo, Stari Medo, vse je prešlo. Zavrtiva si čas nazaj in poigrajva se kot nekdaj. Spet si kot nov, ušesa so še cela in jaz sem mala deklica vesela. Medo, kam šel je čas, ko sva igrala se ti in jaz. Tistih let nazaj ne bo, Stari Medo, Stari Medo, Stari Medo, vse je prešlo.
Takole, prišli smo do konca, skoraj da do konca nocojšnje oddaje. Hvala lepa skupini Tristan, Stari Medo, taka lepa pesem za nocojšnji večer. Morda zaključne misli, gospod Kavran, vi ste zelo zadovoljno, smo nekako ugodili vašemu glasbenemu okusu nocoj, ne? To je res. Nekako razmišljam, da ko človek zaželi drugemu nekaj lepega ob iztekajočem se letu in seveda želje za novo leto, da bi naj bilo izpovedano to iz duše in naj ne bi bile fraze. Nadalje si zamislim, da bi zaželel vsakemu, da bi imel toliko, da bi bil srečen, ne preveč. Kajti, če preveč ne prinaša sreče. In če je sreča zraven še to, kar resno mislimo okrog zdravja in veselja, sem prepričan, da bi lahko bilo leto 13 srečno. Hvala lepa za te lepe besede, gospa Mojca. Tudi jaz želim vsem predvsem kreativnosti in tiste zdrave mere vsega. Pa zdravje seveda, ki itak ne sme manjkati, da je vse ostalo v redu. Gospod Igor Novak. Že blaženi škof Slomšek je zapisal, da so časi takšni, kakršni smo ljudje, zato je edina možnost, da bodo prišli boljši časi, ko bomo vsi postali boljši. In mislim, da je tudi to vabilo, posebej v teh praznikih, da bi postali boljši, da bodo tudi časi, v katerih živimo, lepši in boljši. Hvala lepa, tudi jaz se pridružujem tem mislim in upam, da ste preživeli v naši družbi lep večer. Ne zamudite prihodnje posebne novoletne oddaje Koktajl. Lep preostanek tedna vam želim, ne pretiravajte, lepo se imejte, uživajte v družbi svojih najljubših in lahko noč.